Poglejmo si s pomočjo tega papirnatega modela, kako je zgrajena površina piramide. Ta piramida je štiristrana, za osnovno ploskev ima pravokotnik in kot vidite ima plašč sestavljen iz štirih enakokrakih trikotnikov, kjer sta po 2 in 2 skladna. Lahko bi torej rekli, da je površina sestavljena iz osnovne ploskve ter iz plašča. Koliko enakokrakih trikotnikov pa sestavlja plašč, je pa odvisno od osnovne ploskve. Tako torej izgleda piramida, ko jo odpremo, torej mreža piramide. To mrežo lahko seveda sestavimo na različne načine. Lahko bi tudi ta 2 enakostranična trikotnika premaknili sem in še tega. In kar smo zdaj skupaj sestavili, je plašč piramide, medtem ko imamo tukaj spodaj še osnovno ploskev. Iz tega vidimo torej, da je površina piramide, katerekoli poljubne piramide, sestavljena iz nekega večkotnika, ki predstavlja osnovno ploskev, ter iz števila enakokrakih trikotnikov, to število pa je enako številu stranic. Ker ima pravokotnik po 2 in 2 stranici skladni, sta tudi po 2 in 2 trikotnika iz plašča med seboj skladna. Prav tako pa velja, glede na to, da imamo pokončno piramido, da so vsi stranski robovi teh trikotnikov med seboj skladni. Tako da ne glede na to, katera 2 trikotnika pogledamo med sabo, imata skladne te krake oziroma kraki predstavljajo potem v piramidi stranske robove.